dnevov socialne ekonomije. Spoštovana gostitelja, magister Edo Belak in gospod Primož Šporar, spoštovana generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospa Damjana Košir, spoštovana predstavnica Javne agencije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, gospa Alenka Hren. Dobrodošli na 4. dnevih socialne ekonomije. Častni pokrovitelj letošnjih dnevov je predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Izvedbo dogodka pa so omogočili Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, Zadružna zveza Slovenije, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropski socialni sklad v okviru projekta SOTRA, Trgovina odprtega srca in Gospodarska zbornica Slovenije. Tudi letošnji dnevi so nastali pod okriljem Šenta, Slovenskega združenja za duševno zdravje in Zavoda SKUP, Skupnost privatnih zavodov. Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje, že od svoje ustanovitve v začetku 90-ih aktivno deluje na področju socialne ekonomije v Sloveniji in v mednarodnem prostoru. V slovenskem prostoru kot neprofitna zasebna organizacija izvaja programe na področju duševnega zdravja, ki so v javnem interesu. Na področju zaposlovanja pa ustvarja nova delovna mesta za osebe s težavami v duševnem zdravju ter druge ranljive skupine. Skupnost privatnih zavodov SKUP pa je v letu 2009 ustanovljeno združenje, katerega poslanstvo je razvoj storitev za kakovost življenja. SKUP si prizadeva za kakovostno izvajanje socialno-podjetniške dejavnosti ter spodbudno okolje za razvoj družbenih inovacij in družbenih naložb. Prvo konferenco na temo socialnega podjetništva je Šent organiziral že leta 2005. Kontinuirano pa jih skupaj z Zavodom SKUP pripravlja od leta 2010. Glavne ugotovitve prve konference so bile, da se je socialna ekonomija in njena implementacija v Sloveniji že začela, vendar je iz različnih razlogov neprepoznavna in neuveljavljena. Posamezni primeri dobrih praks niso dovolj. Nujno potrebna je ureditev na področju zakonodaje, financiranja in ustvarjanja podpornega okolja. Civilni dialog med vsemi deležniki je potrebno na tem področju izboljšati na vseh ravneh. Med drugim tudi ozaveščati javnost, še posebej gospodarstvo, oblikovalce in izvajalce politik. Mednarodne izkušnje so nam pri tem lahko vzgled in spodbuda, vendar moramo pri tem upoštevati specifike okolja, v katerem živimo. Lanski dnevi socialne ekonomije so predvsem poudarjali pomembnost inovativnega pristopa reševanja družbenih problemov in zavedanja prednosti raznolikega zaposlovanja. Uspeh družbenih inovacij in raznolikega zaposlovanja pa je vsekakor pogojen s podpornim okoljem, ki poleg sistemske in finančne podpore pomeni predvsem podporo lokalnega okolja in strokovnih služb. Letos se bomo na dnevih socialne ekonomije osredotočili na pomen socialnega podjetništva in širšega razumevanja
tega področja za ustvarjanje novih delovnih mest, večjo aktivacijo in samoorganizacijo državljanov ter posledično večjo kakovost življenja. Preden k besedi povabim voditelja konference, vam zaželim še uspešen in prijeten dan. Prvi nam bo izrekel dobrodošlico magister Edo Belak, predsednik Slovenskega združenja za duševno zdravje Šent. Prosim. Lep pozdrav vsem skupaj, tudi v mojem imenu vam želim prijetno združenje, prijetno sodelovanje in da bi iz današnjega dneva in jutrišnjega dneva prinesli čim več zaključkov in sporočil tako javnosti, kot tudi politikom, ki bi morali končno res spoznati, da so zato, da nam bodo ustvarili pogoje, da bi se lahko socialno podjetništvo resnično razvijalo in resnično dobilo tisto mesto v družbi, ki mu pripada. Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje, Jana ga je zelo dobro že opisala, poleg svojih dejavnosti in programov dnevnih centrov, stanovanjskih skupin, zaposlitvenih centrov, potem raznih programov socialne vključenosti in tako naprej, se že od 93. leta tudi aktivno vključuje v sfere in pa v prizadevanja vseh v Sloveniji, ki delujejo na področju socialnega podjetništva. Ta namen je tudi Šent kot ustanovitelj socialnih, lahko rečemo socialnih podjetij oziroma zaposlitvenih centrov, programov, ki se predvsem ukvarjajo z zaposlovanjem ranljivih in težje zaposljivih oseb in pa predvsem pokrivajo področje duševnega zdravja. Seveda, to ni dovolj, zato v Šentu razmišljamo še naprej. To je samo en segment in ena populacija, ki je potrebna takšne zaposlitve in ki je potrebna posebne zaposlitve. V Šentu načrtujemo še naprej in razmišljamo še naprej v smislu socialne ekonomije. Predvsem pa se ukvarjamo s tem, da nekako poskušamo ugotoviti, ali pa ne, to že vemo, to naše strokovne delavke in delavci vejo, da socialna ekonomija prinaša v poslovni prostor, če ga tako rečem, ali pa v družbeni prostor Slovenije nekaj drugega, nekaj novega. Jaz mislim, da klasična ekonomija, klasični menedžment je pogorel na tistem, ker ni ustvarjal posebnih odnosov. In ker je preveč, v Sloveniji to zdaj krepko občutimo, preveč deloval na temo profita in zanemaral odnose in človeka, ki v tem profitu sodeluje. Jaz mislim, da je, nekje sem slišal, da socialna ekonomija ni tisti, kak bi rekel, zlati ključek, ki bo odprl vsa vrata, ampak je pa del tega, ali pa lahko del prehoda, da začnemo tudi skupno v družbi, kar se tiče zaposlovanja, predvsem ranljivih oseb, razmišljati drugače. Razmišljati v tem, da vsi v bistvu sokreiramo neko skupnost, da mi vsi skupaj sokreiramo neko podjetje in da pri tem tudi sodelujemo. Šent navezuje tudi, Jana je to že nakazala, tudi stike v mednarodnem okvirju, smo člani CEFEK-a, ki združuje te socialno ekonomijo, tudi se prijavljamo in dobivamo programe iz evropskih skladov, tako da se razširjamo tudi prostor in v Sloveniji nekako predstavljamo, bi lahko rekel, promotorja socialne ekonomije, zato ker smo na nek način začutili, da to, kar bi lahko delali preko zaposlitvene rehabilitacije pa socialne vključenosti, je to premalo. Je treba ljudem na koncu dati tisto
spoštovanje in dostojanstvo, ki ga imajo tudi po deklaracijo človekovih pravicah, pravico do dela, 16. člen, ki zagotavlja ljudem tudi osebno svobodo, pravico do dela, tako sem rekel, in pravico do tega, da si tudi ustvarijo svojo družino. To velja za posebej še za ranljive populacije in za tiste, ki potrebujejo kontinuirano podporo in pomoč družbe. Jaz bi vam, to so nekaj misli, jaz bi vam samo zaželel prijetno bivanje, tu med nami prijetno druženje, čim več kontaktov postavite, ker na tak način se bo ideja socialne ekonomije razširila tudi v tisto sfero, v katero zaenkrat nam ne dovolijo, ampak mi smo vztrajni, da bomo poskušali to idejo in to delo, ki smo ga že naredili v tolikih letih, pokazati v javnost, pokazati družbi in pokazati, da je to na nek način boljše kot tisto, kar imamo sedaj. Lepo hvala za udeležbo, vidim, da je kar dosti interesentov za to področje. Lepo druženje, čim več aktivnosti in sodelovanja in delovanja v teh skupinah, ki jih imamo, in čim več sporočil, ki jih moramo javnosti dati, ki smo jim dolžni dati politikom, predvsem pa glavno sporočilo, naj vendar že ustvarijo pogoje in možnosti, da bomo mi lahko pokazali tisto znanje in tiste aktivnosti in tisto delo, ki smo ga že naredili in ki smo ga sposobni narediti. Jaz vedno rečem, pa ne žaljivo, včasih tudi boljše kot do drugih. Najlepša hvala. Hvala lepa predsedniku Šenta. Dobrodošlico nam bo izrekel tudi gospod Primož Šporar, strokovni direktor Skupnosti privatnih zavodov. Prosim. Vsem skupaj lep pozdrav tudi v mojem imenu, kot že rečeno, prihajam pravzaprav danes v imenu Skupnosti privatnih zavodov, ki je eden od soorganizatorjev današnjega dogodka. Sem pa vesel, da imam pravzaprav še dodatno funkcijo, tudi predstavljeno tudi sklad Nič 5, ustanova za družbene naložbe, katere dejavnost pa je tudi seveda izvedba natečajev družbenih inovacij, ki je podobno kot v lanskem letu tudi letos umeščena v okvir te konference in o kateri bomo popoldne seveda namenili več pozornosti. Jaz sem pogledal program, jaz imam že bogato odmerjeno minutažo v nadaljevanju, tako da bom skušal biti zdaj v uvodnem nagovoru zelo izrazito kratek. Kot družbeni podjetnik, podobno kot seveda vsi vi, verjetno na nek način nimamo niti časa, niti volje sedeti na konferencah in v neskončnost razglabljati. Zaradi tega tudi današnjo konferenco in podobne dogodke vidim pravzaprav kot poslovno priložnost, kot nek dogodek, ki pomaga našim družbenim podjemom, ki naj seveda koristi k nadaljnjemu razvoju, tako temu, kot je rekel gospod Belak, se pravi družbenega podjetništva v Sloveniji, kot tudi seveda vašim individualnim podjemom. Še toliko bolj, če se zavedamo, da je letošnje leto v evropskem kontekstu leto aktivnega državljanstva in seveda po eni strani apelirati na neko stimulativno spodbudno okolje je dobro, po drugi strani pa mislim, da je neodložljiva obveznost vseh naših prizadevanj, da smo aktivni, ne glede na to, kako spodbudno je okolje. Zaradi tega sem prepričan, kljub temu seveda, da je ena od naših dejavnosti ustvarjanje stimulativnega finančnega okolja, z veliko verjetnostjo trdim, da verjetno pred vami, za vami levo in desno ni veliko potencialnih vlagateljev in investitorjev za vašo dejavnost, saj po seznamu udeležencev, kar pa ne pomeni, da ta dogodek nima poslovne vrednosti za vaše podjeme. Prepričan sem, da seveda lahko med seboj najdemo nove poslovne partnerje, da lahko pridobimo pomembne informacije za zagon ali pa širitev vaše podjetniške dejavnosti in pa seveda na nek način, da vam lahko dogodki danes prispevajo k razširitvi vaših poslovnih idej, invencij, inovacij in da vse skupaj na nek način obogati vaše strokovno znanje in vam prispeva k podjetju. V tej luči seveda računam na vašo aktivno udeležbo, se ji zato tudi vam zahvaljujem in pa že danes, zaradi neodložljivih obveznosti, me jutri žal ni tu, želim seveda izraziti zahvalo vsem tistim, ki so tu navedeni kot podporniki, so organizatorji tega dogodka. Jaz upam, da nam bo dobro služil in sem v to pravzaprav prepričan. Posebno zahvala pa seveda organizatorju, Šentu,
Slovenskemu združenju za duševno zdravje in direktorju gospodu Nacetu Kovaču, ki ga žal danes tudi ni z nami, vendar vloga Šenta tu je seveda odločilnega pomena. Jaz vam želim uspešno konferenco in se vam hvala lepa. Hvala tudi gospodu Šporarju. K pozdravnemu govoru pa vabim gospoda Jano Košir, generalno direktorico Direktorata za trg dela in zaposlovanje pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Prosim. Spoštovani udeleženci današnjih dnevov socialne ekonomije, na začetku bi pravzaprav želela izraziti eno mnenje, da je končno, to si upam trditi na podlagi številnih dogodkov, iniciativ, ki nastajajo v zadnjem času v Sloveniji, da je končno tudi v Sloveniji socialno podjetništvo dobilo svojo domovinsko pravico. Zdaj, zakaj je temu tako? Ne samo zaradi dobrih zgledov v drugih državah v Evropi, kjer vemo, da je delež zaposlenih v socialnih podjetjih že okrog 10%, torej je to področje, pa ta sektor bistveno bolj razvit kot pri nas. In tudi ne samo zaradi zakona o socialnem podjetništvu, ki je bil sprejet in ki je, po mojem mnenju, dal nek dodaten zagon na tem področju, ampak ta domovinska pravica socialnega podjetništva je nastala predvsem iz potrebe. Iz potrebe, da se v Sloveniji razvija drugačno podjetništvo, ki temelji na načelih socialnega podjetništva. Tukaj predvsem mislim na večjo enakopravnost deležnikov v teh socialnih podjetij in na delitev dobička, ki ni namenjena samo bogatenju posameznikov, ampak predvsem razvoju dejavnosti in možnosti za delo in zaposlovanje. Dejansko je dejstvo, da je ta potreba po novih iniciativah, po novem podjetništvu tukaj in ves čas se pa sprašujemo na ministrstvih, kakšna je pravzaprav vloga države pri tem. Eno je, da imamo zakon, kjer so nekatere zadeve formalno zapisane, ampak mislim, da je predvsem vloga države, pa tudi regionalnih in pa lokalnih oblasti, da dajejo vsem iniciativah, ki nastajajo v državi in pa na njihovih okoljih, ustrezno podporo. Se pravi, da se ne ustavljamo na nekih formalizmih, na nekih ovirah, ampak dejansko poiščemo vse možnosti, ki jih imamo, da tem iniciativam zagotovimo ustrezne pogoje za njihov razvoj. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je koordinator, po zakonu ima pač to pristojnost in zato bi vam rada povedala tudi, kaj se trenutno dogaja na področju socialnega podjetništva. Pripravljamo načrt ukrepov za izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva, ključno seveda za ta načrt bojo finančne možnosti, ki jih daje proračun za leti 2014 in 2015 in pa seveda tisto, kar je pravzaprav zapisano v sami strategiji razvoja socialnega podjetništva in kar je bilo danes tudi omenjeno. Se pravi, še vedno mislim, da smo premalo osveščeni v Sloveniji, kaj pravzaprav to je socialno podjetništvo in tudi zato iniciative mnogokrat naletijo na ovire, ki mislim, da bi bile odstranjene, če bi se ljudje bolj zavedali, kaj pravzaprav pomeni socialno podjetništvo. Se pravi, prva nekak naloga ali pa prvi sklop ukrepov bo namenjen temu ozaveščanju. In tukaj predvsem mislim na tiste, ki na tem področju lahko prispevajo veliko, to se pravi institucij v regionalnih in pa lokalnih okoljih, pa tudi na ministrstvih. Tudi tam še vedno opažamo, da je pravzaprav volja pomagati razvoju tega področja, da pa mnogokrat ni še vedno ne pravega znanja, pa pravega razumevanja, kaj pravzaprav to je. In druga zadeva, da se seveda razvije ustrezno podporno okolje. Zdaj, tukaj bi res omenila, da smo zadovoljni, na Ministrstvu za delo smo nekako orali ledino na tem področju,
ampak moram reči, da se nam res vedno bolj zavzeto pridružujejo tudi kolegi iz drugih ministrstv, predvsem lahko omenim Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in pa Ministrstvo za kulturo. Drugo, kar je, mi pripravljamo zdaj nov razpis za programe javnih del. In tukaj tudi na pobudo, ki je prišla iz vaših krogov, bo del sredstev v okviru tega javnega poziva namenjen tudi iniciativam za razvoj socialnega podjetništva. Se pravi, poseben sklop znotraj javnega poziva bo namenjen tem iniciativam. Bodo tudi nekako bolj ugodni pogoji, bom rekla, za te projekte, ki bodo izbrani od tega, koliko časa bodo sofinancirani in pa tudi dodatna sredstva bodo zagotovljena za usposabljanje teh, ki bodo pač preko javnih del vključeni v razvoj teh projektov. No in še tretje, veste, da je Slovenija, da pripravlja nove dokumente za črpanje sredstev iz nove finančne perspektive. In tukaj mislim, da je tudi pomembno to, da je socialno podjetništvo umeščeno v te programske dokumente in da je umeščeno ne v področje sociale, ampak dejansko v področje podjetništva. Tako da je že samega dokumenta razvidno, da gre v bistvu za podjetništvo. Kar se pa tiče Ministrstva za delo, seveda tudi računamo, da bi iz teh sredstev Evropskega socialnega sklada v naslednjem obdobju dobili tudi za to področje določena sredstva, kajti radi bi spodbujali zaposlovanje v vseh socialnih podjetjih in pa še posebej razvijali socialna podjetja tipa B, kajti še kako dobro se zavedamo, kot je bilo tudi danes omenjeno, kako velik je problem zaposlovanja ranljivih skupin v času, v kakršnem smo. Hvala lepa, uspešno delo vam želim. Hvala lepa generalni direktorici za pozdravne besede. Zadnja nas bo pozdravila gospa Alenka Hren iz Javne agencije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma. Prosim. Hvala lepa. Lep dober dan, vam želim v imenu agencije Spirit. Danes sem prav razmišljala, kakšne besede naj spregovorim v tem nagovoru in menim, da je pomembno, da se zavedamo par stvari. Sicer dejstvo je, da vladne glave, če bi lahko temu tako rečemo, izjemno razmišljajo, ekstremno razmišljajo, kako bi pospešili naš ekonomski in družbeni razvoj. Ampak vprašanje je, kakšen razvoj sploh potrebujemo, kakšne nove produkte potrebujemo, kakšne nove poslovne pristope in modele potrebujemo, kakšne trge potrebujemo, kdo so naši kupci, ali je dovolj, da prepoznamo lokalne potencijale in nekako tudi iščemo svoj trg v lokalnem okolju. Menim, da smo včasih ali po preteklih letih pozabili, kakšni so naši osebni potencijali kot ljudje in kakšni so naši potencijali v nekem specifičnem okolju, v katerem živimo. In smatram, da je podjetništvo, socialno podjetništvo, podjetništvo skupnosti in je podjetništvo, ki temelji na kapacitetah ljudi, na njihovi sposobnosti kreativnega razmišljanja, na njihovem znanju in seveda tudi prepričanju, da lahko prevzamejo svojo lastno odgovornost za svoj razvoj in preživetje. Zato smatram, da moramo pogledati v prihodnost kot podjetništvo, ki je od ljudi in za ljudi. Na agenciji Spirit smatramo to zelo pomembno. In tudi Ministrstvo za gospodarstvo nekako aktivno pristopa k temu, da je socialno podjetništvo skupnosti, ki kreira nove priložnosti za vsakega in jaz smatram, da te priložnosti tudi imamo. Torej, želim vam v imenu agencije Spirit izjemno izkušnjo na teh dvodnevnem dogodku in želim vam veliko kreativnega razmišljanja in pa seveda poguma, da se soočimo z našim lastnim razvojem in pa vsemi izzivi, ki nas še čakajo. Hvala. Lepa. ŠET, Slovensko združenje za duševno zdravje, kot promotor socialne ekonomije, aktivno sodeluje v nacionalnih
in evropskih krovnih organizacijah, ki vzpodbujajo razvoj socialne ekonomije. Lani se je Šent pridružil tudi ekspertni skupini Evropske komisije za socialno podjetništvo GECES, ki je bilo ustanovljeno z namenom, da razvija, vzpostavlja in nadzoruje politiko razvoja socialnega podjetništva v Evropi. Prosim predstavnico ekspertne skupine, gospod Dolores Porres, za predstavitev evropskih trendov v socialni ekonomiji. Prosim. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, ko smo pred 4 leti začeli z prvimi dnevi socialne ekonomije tukaj v tej dvorani, mi je eden izmed uglednih slovenskih ekonomistov dejal: veste, ne glede na to, kako imenujete vi to vašo socialno ekonomijo, je ekonomija ena sama. Danes je ta naša socialna ekonomija vse pomembnejša in se vpleta v vse sfere našega življenja. Nenazadnje dokazuje to tudi ta današnja konferenca, že 4. po vrsti, ki se ne omejuje zgolj na socialno podjetništvo, ki je v zadnjem obdobju velik trend in se v Sloveniji še posebej začel razvijati za sprejetjem zakona o socialnem podjetništvu leta 2011. Zavedati pa se moramo, da ima tako socialno podjetništvo, še posebej pa socialna ekonomija, veliko več v Sloveniji, kot v zadnjem času ugotavljamo. Seveda je pa dobro, da smo to ponovno odkrili in upam in želim, da bo tudi današnja konferenca bila priložnost, da boste našli nekatere odgovore na izzive sodobne družbe. Govori se veliko o socialnem podjetništvu, vendar socialno podjetništvo predstavlja le del socialne ekonomije. Zgodovina socialnega podjetništva, predvsem pa socialne ekonomije, je izredno dolga v evropskem prostoru. Korenine bi lahko sicer že iskali v srednjem veku, vendar je v vseh teh obdobjih skozi zgodovino se socialna ekonomija izredno spreminjala. Zelo je odvisna od kulturnega okolja, od tradicije, predvsem pa seveda tudi od zakonodajnih in političnih sistemov. Danes je vpeta skoraj da že v vse dokumente na evropski ravni, pa tudi v zakonodajah in strateških dokumentih posameznih držav je vse bolj prisotna. Socialna ekonomija ni nekaj novega. V Evropi se intenzivno pojavlja že od druge svetovne vojne. Takrat smo v Evropi uveljavili socialno tržno ekonomijo z namenom, da bi ljudje sprejeli demokracijo, da bi se ljudje počutili varne. Evropa je želela svojim državljanom zagotoviti socialno varnost. To je naredila na 2 načina. Prvič, da je na eni strani spodbujala konkurenčnost gospodarstva, ter na drugi strani, da je spodbujala razvoj družbe. Iskanje ravnotežja med tema 2 segmentoma je seveda prineslo to, kar danes v Evropi imamo. Na eni strani javno dobro, ki je eden izmed najpomembnejših družbenih inovacij 20. stoletja, in na drugi strani izredno bogatstvo na trgu. Vendar pa socialno-tržni model ekonomije ni uspel odgovoriti na vse izzive sodobne družbe. Kot veste, danes se Evropa predvsem sooča z velikim problemom brezposelnosti. Trenutno je 12% prebivalstva v Evropi brezposelnega. Še posebej peroče vprašanje zaposlovanja mladih. Pa ne samo zaradi tega, ker nimajo služb, ampak predvsem zato, da bodo znali, da bodo imeli priložnost skrbeti za nas vse, za našo Evropo. Problem, s katerim se sooča Evropa, je globalizacija. Na globalnem trgu se Evropa ni znašla najbolje. Ni se znala spopasti z izredno kompleksnostjo delovanja na globalnih trgih. Posledično je seveda tudi prišlo do padca bruto družbenega proizvoda. Vendar ne v vseh državah enako. Tako imamo na eni strani, na primer Grčijo, kjer je bruto družbeni proizvod padel kar za 27%, in na drugi strani Avstrijo, kjer je padel bruto družbeni proizvod samo za 4%.
Ta neenakost med posameznimi državami znotraj Evrope, znotraj Evropske unije, prihaja vse bolj na dan. In ne nazadnje se soočamo z velikimi demografskimi spremembami. Staranje prebivalstva predstavlja izreden izziv. Seveda pa tukaj tudi ne smemo pozabiti na velike migracije. Socialna ekonomija je nov model. Socialna ekonomija lahko rečemo, da zavzema tako imenovani tretji sektor, vendar je njeno pojmovanje, njeno delovanje še malenkost širše. Socialna ekonomija temelji na družbeni odgovornosti. Ne samo na družbeni odgovornosti podjetij, ampak na družbeni odgovornosti vsakega posameznika. Ima zelo direktne formalne strukture, ki so zgrajene od spodaj navzgor, se pravi, oblikujejo jih ljudje, živijo in izvajajo jih tudi ljudje. Seveda pa zahteva zelo močne družbene učinke. Ne samo finančne učinke, ampak družbene učinke, se pravi, odgovarja na potrebe ljudi. Če pogledamo njeno strukturo, lahko vidimo, da se poraja v formalnih strukturah. Vsi poznate društva, poznate zasebne zavode, vse bolj fundacije. Izredno močno je prisotna pa tudi v tako imenovanih neformalnih strukturah. Sosedska pomoč, sodelovanje ljudi. Takrat, ko ljudje potrebujemo sodelovanje, pa tega ne moremo najti znotraj ustaljenih inštitucij, znotraj podjetij, niti ne znotraj tako imenovanega tretjega sektorja. Tudi to zajema socialna ekonomija. Zanimivo je, da so vse te strukture demokratično vodene. Da je struktura njihovega lastništva izredno enakomerno ali pa tudi enakopravno razdeljena. In da je družbena korist izredno velika, vendar smo v zadnjem stoletju bili na njo premalo pozorni. Socialna ekonomija pa zajema tudi eden izredno pomemben segment in to je socialno podjetništvo. Niso vse organizacije socialna podjetja, ni celoten tretji sektor socialno podjetje, ni vsako društvo socialno podjetje. Socialno podjetništvo postaja vse bolj pomemben segment zaradi tega, ker so te strukture, ki so že obstajale znotraj socialne ekonomije, postale finančno nevzdržne. To pomeni, da potrebujejo vse več virov financiranja, ne iz javnih sredstev, ne iz zasebnih donatorstv, ampak morajo na trgu ustvariti svoja sredstva. Namreč socialno podjetništvo ne pomeni, da dobite donacije. Socialno podjetništvo ni pridobivanje subvencij strani države. Socialno podjetništvo pomeni trgovanje. Pomeni trgovanje z blagom in storitvami, ki jih javni sektor ali pa zasebni sektor ne ustvarita. In ves ta dobiček, ki tukaj nastaja, se uporablja za namen izvajanja tistega poslanstva, ki si ga socialno podjetje zadalo. Razvoj blaga in storitev, ki je nastajalo skozi zadnja obdobja, postaja vse bolj pomembno zato, da lahko v Evropi živimo in vzdržujemo standard, ki smo si ga v 20. stoletju vzpostavili. Seveda se sama Evropa ne bo tako hitro predala. In v strateških dokumentih Evropske unije danes zaznamo zelo ambiciozne cilje. Dokument Evropa 2020 predvideva, da bomo do leta 2020 imeli vsaj 75% prebivalstva v Evropi zaposlenega med starostjo 20 let in 64 let. Predvideva, da bomo svojo konkurenčnost na globalnih trgih povečali na ta način, da bomo vsaj 3% bruto družbenega proizvoda namenjali razvoju in raziskavam. Da bomo vsaj 20% emisij strupov zmanjšali. Da bomo vsaj tiste ljudi, ki so zapustili šolanje, poslali nazaj v šole in tako omogočili njihovo večjo izobrazbo, posledično tudi boljše življenje. Pa niso to samo akti na najvišji ravni, kot je Evropa 2020, zelo konkretno v življenje državljanov Evrope posega akt o enotnem trgu. Lani je bil sprejet že akt o enotnem trgu 2, ki kot eno svojih bistvenih prioritet postavlja socialno podjetništvo.
pa ne samo socialno podjetništvo. Ob bok ga postavlja družbeni koheziji, ob bok ga postavlja zaupanju državljanov. Brez tega enostavno ne bo šlo. Socialna ekonomija zre v prihodnost in ponuja rešitve za boljše življenje evropskih državljanov. Temelji pa na 4 stebrih. Prvi in najpomembnejši steber je inovativnost. Pa ne inovativnost, ki je bila v 90-ih letih izredna, to je tehnična inovativnost. Danes imamo veliko proizvodov, ki jih mogoče še nekateri niti ne znajo uporabljati ali pa, še huje, zaradi izključenosti iz današnje družbe nimajo možnosti, da bi do njih dostopali. Ne, inovativnost socialne ekonomije pomeni družbena inovativnost. Inovativnost, kako rešiti probleme na družbenem nivoju, za katerimi se soočamo. In to niso slabe kopije odličnih originalov. To je nekaj novega, nov pristop, ki nas bo peljal k reševanju težav. Drugi pomemben steber je družbena učinkovitost. Ne samo družbena učinkovitost družbeno odgovornih podjetij, družbena učinkovitost socialnih podjetij, ampak družbena učinkovitost vsakega izmed nas, vsakega podjetja. Ja, tudi tistih najbolj rigidnih finančnih inštitucij, ki iščejo in vse bolj ustanavljajo tudi tako imenovani družbeni učinek. Tudi mnogi viri financiranja se vzpostavljajo. Gotovo ste že slišali za crowdfunding. Tretja stvar je socialno podjetništvo. Je v bistvu nadgradnja organizacij, ki se ukvarjajo z družbeno odgovornostjo. In ne nazadnje je to odgovornost vsakega izmed nas. Gre za aktivno državljanstvo. Ne gre za prelaganje odgovornosti na državo, niti na soseda, ampak gre za našo aktivno participacijo. Čas je, da se vprašamo, kaj lahko mi naredimo za našo državo, kaj lahko naredimo mi za našo Evropo. Brez sodelovanja med nami vsemi, brez sprejemanja odgovornosti, brez spoštovanja, brez solidarnosti, enostavno ne bo šlo. Lahko vzpostavimo idealen sistem, vendar vsak sistem se lahko zlorabi, če se pri tem ne zavedamo, da direktno ali pa posredno vplivamo na naše formalne strukture, hkrati pa tudi na naše osebno življenje. Jaz verjamem, da lahko skupaj dosežemo več. Namreč različne raziskave dokazujejo, da delovanje posameznika enostavno ni tako učinkovito kot delovanje v skupinah, v organizacijah, kjer je sodelovanje temeljno. Verjamem, da bomo lahko današnji dan in pa jutrašnji dan izkoristili, da te vezi krepimo. Da ne nazadnje ugotovimo tudi, kaj lahko v Sloveniji dodamo Evropi in jim povemo, kako, na kakšen način zmoremo mi. Jaz vam želim uspešne dneve, želim vam veliko novih izzivov in seveda upam, da boste vso to znanje, ki ga boste v teh 2 dnevih dobili, tudi uspešno prenesli v vsakdanje življenje in tam ravnali družbeno odgovorno, socialno podjetništvo, predvsem pa na način, da bo imela naša družba korist od tega. Hvala lepa. Hvala lepa. V naslednji uri nam bosta gospod Primož Pogar, strokovni direktor Skupnosti privatnih zavodov, in gospod Gregor Sapovič, predstavnik Sklada 05, predstavila aktivnosti na področju financiranja socialnega podjetništva in družbenih inovacij v okviru evropskih skladov za financiranje socialnega podjetništva v srednji in vzhodnji Evropi in Sklada 05, ustanove za družbene naložbe.